Za naslednje predavanje si bom sposodila misel, ki jo je tudi Luka omenil, in sicer, da je vsebina kralj oziroma kraljica, ker je ženskega spola. In sicer Nenad Semič bo govoril o tem, kako pripravljati vsebino, ki zadovolji potrebe kupcev od začetka do konca odločitvenega procesa potrošnikov in seveda tudi po nakupu. Nenad Semič stoji za načelom, da je vsebina tista, ki privablja uporabnike in ustvarja dodano vrednost. Nenad je ustvarjalec in urednik številnih korporativnih medijev, po raziskavi portala Analitika pa sodi med vodilnih 100 vplivnežev na področju vsebinskega marketinga na svetu. Nenad. Dobro jutro, a to se sliši? Vse, cool. Jaz nisem to cool, kot moj predhodnik, malo se moram zbrati poguma, pa bo šlo. Hvala Red Orbitu za vabilo. Danes bom v bistvu nadgradil, kar sta moja dva predhodnika govorila. In sicer se bom jaz malo vrnil k osnovam, malo bolj profesorsko nastopil, zato ker se mi zdi, da vse tisto, kar sta moja predhodnika in tisti, ki bodo za mano prišli, imam zdaj občutek govorili, težko dosežemo, če ne gremo čez nekatere točke, o katerih bom danes omenjal. Te točke sem si zadal, da leta 2015, kadarkoli imam predavanje v Sloveniji, bom ponavljal. Pred 2 tednoma sem imel predavanje na DMS-ju, točno s temi točkami, ki bodo začetne. Potem sem si pa 2 tedna pulil lase, ki jih seveda očitno nimam več. Zato, ker se mi zdi, kot da me nekdo ni poslušal in potem spet po starem razmišlja ravno to, kar je moj predhodnik govoril, spet na star način. Te točke so izjemno pomembne, zato da bomo lahko razumeli, zakaj sta 2 primera, ki jih bom danes omenil, sicer iz ameriškega trga oziroma globalnega trga, tako uspešna. Torej, namesto, da bi vam zdaj na začetku dajal navdihe in govoril, kako se dela, oziroma kaj drugi naredijo, da so uspešni, je treba razumeti, kaj je v zadnji, da so tako uspešni. Če se pa samo navežem in se bom še na vprašanje, ki je bilo ravno kar postavljeno, tudi pri nas primeri kažejo, da Slovenci nismo zadržani. Torej, če boste šli čez te točke, ki jih bom zdaj omenil in se tega resno držali, oziroma delali na ta visoko profesionalen način, boste tudi v Sloveniji dosegali visoke engagemente. Preden me Red Orbit deportira iz Koloseja, jaz ne mislim tukaj razpravljati med razliko inbound po vsebinskim marketingom, s tem naj se ukvarjajo tisti, ki prodajajo svoje knjige. Tako da veste, da 2 največji konferenci inbound in content marketing letos celo potekata isti teden. Tako da se bo zdaj tam v Ameriki malo med sabo se zdaj dajajo, kdo bo dobil več obiska. Skratka, za nas tukaj je irelevantno, kako temu rečemo, je pa izjemno pomembna ta definicija, zato da bomo razumeli, kako nekaj dela, da lahko mi dosegamo te uspehe v tem novem komunikacijskem svetu. To seveda ni ravno Jobsovijanska, da rečem, PowerPoint prezentacija, polno besed, ampak izjemno pomembno. In bom šel z vsake točke, da boste razumeli. To, kar se mi danes pogovarjamo, je komuniciranje na dolgi rok. Mi se danes ne pogovarjamo o tem, kako delati marketinške ali pa oglaševalske akcije, ki jih vi veliko bolj znate, kot jih znam jaz. Torej se ne pogovarjamo o tem, da imamo zdaj le en mesec 50% popusta na vse izdelke v trgovini in je zato trgovina vsa v rumenem. Mi se ne pogovarjamo o tem, koliko bomo dosegli prodaje v naslednjem mesecu dni. Mi se pogovarjamo o tem, kako bomo z vsebino, s programom inbound vsebinskega marketinga, kakorkoli hočete, dosegali neke cilje na dolgi rok. To pa delamo tako, da na dolgi rok pripravljamo dosledno vsebino. Kaj to pomeni dosledno? Kadar delamo na dolgi rok, morajo biti stvari poenotene. Torej, vsako stvar, za katero se odločite, ali gre to za objavo na spletu ali kakršenkoli drugi medij, ki ga uporabljate, mora biti vse vnaprej dobro premišljeno. Torej, ne more biti, zdaj lepa pišemo o počitnicah na Hrvaškem, da najte eno fotko, kako je tale punčka na plaži, fajn, da ima to objav.
Niti ton, niti barve, niti svetloba nima nobene zveze z vašim brandom, ampak je pač slučajno lepa slika, ki smo jo našli ad hoc. To pomeni dosledno. Dosledna uporaba ključnih besed, dosledna uporaba stila pisanja. Veliko je ghostwritinga, ne? Pri tem je biti treba izjemno pazljiv. Ne? Tudi, če ne vem, koga tukaj iz prve vrste ali pa Andraža ali kogakoli najamete, da za vas piše tekste, morajo biti teksti res taki, da se prepozna vaš stil, ne Andraža. Okay. Dolgoročna distribucija relevantne vsebine. Ta beseda relevantna, o kateri je tudi moj predhodnik govoril malo prej, gre za to, da je pomembno tisto, kar zanima vaše kupce ali stranke ali kdorkoli so že aktivisti in tako naprej. Ne, kaj zanima nas. Zato jaz tega ne bi sicer ponavljal, o čem sta moja dva predhodnika govorila. Ne? Najslabši del vaših spletnih strani so novice, ki res ne vem, čemu so namenjene, razen temu, da je PR-ovka napisala novico, da se je nekaj zgodilo in da je direktor zadovoljen, ker gor piše, da je šel nekam na sestanek. Absolutno nobene uporabe, nobene dodane vrednosti, nič. Ne? To zveni bolj kot prva jutranja kronika, če da ostanete to zgodaj. Torej, relevantno je tisto, kar zanima njih in temu bom še prišel. Torej, priprava in distribucija dolgoročne, relevantne, predvsem učinkovite vsebine. Če poslušate to, kar je govoril prej, svoje in jih res poznate, do tega še pridem, bo ta vsebina učinkovita. Zato, ker vse, kar delamo, za kar vi dobivate denar, za kar jaz dobivam denar, je to, da more učinkovati. Torej, štetje števila klipingov zame ni učinkovito. Ne? Smo bili, o tem je pisalo v 15 časopisih. Kaj točno je pisalo? Kdo je to prebral? Kaj je zaradi tega naredil, ker je bilo v teh 15 časopisih? Kakšne zveze ima sploh neka vsebina, recimo v časopisu Delo, da to karikiram? Kdo to bere? Ne? Razen da vam povejo, koliko naročnikov imajo, pa verjetno tudi malo pretiravajo. Vse to, ko imamo tole vsebino, je pa ne smemo nekaj pozabiti, kar jaz nisem sicer dal oranžno, to je pa distribucija. Nič vam ne pomaga, da imate najboljšega montažerja, videoasta, karkoli, tekstopisca in tako naprej, najboljši res izdelek, najbolj taki bo za vas uporaben, če ga ne znamo to vsebine distribuirati. Torej jo pripeljati na pravi način do pravih ljudi. To je to, ko tudi govorim o klipingu. Zakaj vse to počnemo? Zato, da mi pritegnemo pozornost vnaprej natančno definirane ciljne skupine. Tako kot moj predhodnik povedal, v Sloveniji se prevečkrat dela, je ciljna skupina vsi. To je najslabša ciljna skupina. Ne vem sicer, odkot to pride, zelo težko, zelo zožamo ciljno skupino. Zelo stremimo k tem, saj sem imel tudi naročnike, kjer je jasno, da ciljna skupina ne more biti več kot 100 ali 200, ampak on stremi, mi imamo res premalo teh followerjev, zakaj imajo oni 10 000? Kaj ti bo 10 000, ker 10 000 ne bo kupil stanovanja od tebe? In so napačni. Jaz lahko vse svoje prijatelje povabim, da lajkajo tvojo stran, recimo, če banaliziram zadevo. Skratka, zelo pozabljamo, da lahko samo 10 ljudi v nekaterih panogah vam prinese več, kot da stremite k temu, da jih imate 100, ali pa koliko, ne vem, je obiskalo vašo spletno stran ljudi. Torej, ta prave iščemo. Skratka, prvo, kar hočemo, je, da pritegnemo njihovo pozornost, drugo je pa, da z njimi potem s to vsebino in na ta način vzpostavljamo in negujemo nek dolgotrajen odnos. Ker ne gre samo za to, da od vas nekaj kupijo, ker cilji so lahko različni. Gre za tudi poprodajno potem programe. Zakaj vse to počnemo? Zato, ker je tisto vprašanje, ki je bilo že postavljeno, vprašanje zakaj? Zato, ker hočemo mi nekaj doseči. Mi imamo neke določene poslovne komunikacijske cilje. Ko govorimo tole, o čemer govorimo danes, ne govorimo nujno samo o tem, da vi nekaj prodate. Govorimo lahko tudi o tem, da zmanjšate klice v klicni center. Govorimo o tem, da izobražujete svoje kupce zato, da se čim manj pritožujejo, torej da zmanjšate število pritožb.
Mogoče je vaš cilj to, da se bo o vas govorilo. Če samo pogledate tisti, ki ste mogoče naročeni na newsletter od Evernota, zelo malo je dejansko ljudi, ki prebere to, kar vam Evernote pošilja, ampak še vedno ste naročeni. Ampak kaj oni s tem dosegajo? Oni dosegajo to, da ko nekdo vpraša vas, kaj pa ti poznaš kakšen produkt, ki bi mi pomagal dvigniti mojo produktivnost, vržemo ven takoj Evernote. Torej zelo delajo na imenu brenda in na prepoznavnosti brenda. To pa še ne pomeni, skratka imajo določene komunikacijske cilje, ki niso to, koliko smo pa danes dobili ljudi, ki so poskusili recimo Evernote. Ok, tole je zdaj osnova za vse, o čemer se danes govori. Skratka, to pomeni, da v teh stvarih je treba resnično razmišljati, ko delate vse to, kar boste danes slišali in če hočete biti seveda učinkoviti. Če pa zdaj malo simplificiram, to pomeni, da vi veste in razumete, kaj ljudi, ki bodo dajali denar za vaše plače, dejansko zanima. Kaj so tisti njihovi problemi na področju, ki ga vi pokrivate? Če ste banka, če ste trgovina, če ste recimo nevladna organizacija, kaj je tisto, kako jim lahko vi pomagate živeti bolje ali sprejemati boljše odločitve in seveda, te pripelja seveda, da tudi od vas kupijo izdelke in storitve na dolgi rok in jim te odgovore na te njihove probleme dostavljate redno, kar je pa še najbolj pomembno, na njim najbolj ustrezen, zanimiv in privlačen način. Ali je to, da prekinete, ne vem, smučanje ravno ko, ne vem, se malo karikiram, Vanja Brodnik dol spušča z nekimi oglasi, ne vem, če bo imelo enak učinek. Torej, treba jih je ujeti v tistih momentih, seveda, če jih poznate dobro, ko njim to najbolj paše na način, ki jim najbolj paše. In ko govorimo o vsem tem, imam pred sabo, tako kot je danes začel Andraž, ljudi. Velikokrat se verjetno je kdo tukaj tudi iz B2B sektorja, se v B2B hoče vedno neka posebna predavanja in ne vem kaj, kako bi pa tam te stvari na drugačen način reševali, kot da so v B2B, ne vem, neke čudni ljudje, ali pa zgradbe, s katerimi vi poslujete. Tudi poslujete z ljudmi. Direktorji in tako naprej so tudi ljudje, ki imajo svoje potrebe in svoje interese. Okay. Da pa je to vse bolj učinkovito, skratka, planiranje je izjemno pomembno, je pa tole zelo, zelo simplificirano, o čem je treba razmišljati. Prvo je, da potrebujete celostno strategijo. Ne vem zakaj, ampak podjetje, organizacije še vedno zelo otepajo teh strategij in imam občutek, da imajo oni občutek, da jih hoče nekdo nategniti in jim nekaj dodatno zaračunati. Brez strategije ne gre. Žal sem se to jaz naučil na zelo tak način, ki mi je zelo izučila. Tiste, tako bomo mi že pol, ko bomo to delali, vedeli, kaj bomo točno delali, se ne bo zgodilo. Se veste sami, tisti, ki že poskušate, ki na tem področju delati, joj, kaj bi pa danes objavil, zdaj pa že nisem 3 dni, pa sem malo prosta. Ja, se, mislim, pa dajo seveda neki punci, ki tam kao, pa je nima nad zadelati. Sam sedi, ampak plača nekako leče, ampak pa so ugotovili, da pa zato bo pa uporabna, čeprav je zaposlena čisto. Skratka, brez celostne strategije ni, kjer se rešuje ta vprašanja, o katerih sem prej govoril. In ta strategija recimo vsebuje tudi to, da je zelo treba razumeti potrebe ciljnih skupin. Že predhodnik je o tem govoril, zdajle sem jaz to omenil, brez tega ne gre. In danes bom recimo dal primer Fujicija in oni pravijo, da so za tisto strategijo, ko boste videli ta novičarski portal, ki je izjemno uspešen za njih, so porabili 4-mesečni šprint. Za njih je bilo to prehiter. Toliko so hiteli, da so s to strategijo prišli čez. Eni bi pa radi strategijo v 3 tednih. No go. Treba je zelo dobro to narediti in se potruditi. Druga točka,
aktivna vključenost ciljnih skupin. To je tisto, na kar se je tudi navezovalo vprašanje, da smo Slovenci zelo zadržani, ampak še enkrat povem, mogoče pa lahko tudi opisujemo, je ogromno tudi slovenskih primerov, kjer je engagement na zelo visoki ravni in ravno zaradi tega, ker točno dobro vejo, za koga to počnejo in zakaj to počnejo. Drugo je, brez profesionalizma tukaj ne gre, odlični teksti, video, fotografije, skratka vse, kar se naredi, mora biti dobro premišljeno, točno tako, kot se dela pop glasba, pa ne glede na to, kaj si o njej mislite, točno tako, kot se delajo filmi, gledališke predstave, včasih pač ne rata, ker je bilo nekaj narobe, ampak vse stvari so tam izjemno dobro premišljene in se točno ve, koga se najame, da vam kaj naredi. Dej, kaj je odlični tekst, fotografija je seveda zelo relativno in pa tudi v okviru budžeta, ampak vsaka stvar mora biti dobro premišljena. Tisto, kar je tudi predhodnik govoril, vsa vsebina mora imeti neko vrednost, ne pa biti tam zato, ker so nam zdaj danes povedali, da je to fajn objavljati, ampak mora imeti neko vrednost. Drugo je funkcionalen, privlačen dizajn, ker smo pač ljudje vizualna bitja, ni pa seveda odvisno tudi od same panoge, pa od podjetja tega, kar počnete, da zdaj naredimo nek veliki umetniški izdelek, ki je najboljša spletno mesto na svetu, ker kaj tazga si še nihče ni izmislil, če pa ni funkcionalno, razen tega, da je lep. No, in pa seveda na koncu, ko govorijo danes vsebina je kraljica, zdaj se to kao malo spreminja že nekaj časa, v bistvu je kontekst kralj. Ampak distribucija je, brez distribucije je samo vsebina, ni ne inbound marketing, ne vsebinski marketing, ne nobenih učinkov ni. Da zaključim pa pokažem ta dva primera. Vse to počnemo zato, da povečamo verjetnost, da dosežemo, in če je le mogoče, v nekaterih primerih se to tudi da, presežemo zastavljene cilje. Mi moramo imeti neke cilje, zakaj kaj počnemo. In če kaj odnesete od danes poleg vseh navdihov, ki jih boste dobili v naslednjih predavanjih in jih ste že, kako se kaj podrobno dela, je, da se zadeve lotimo resno, ne polovičarsko, da imamo v zadnji neke določene cilje. Da vam pokažem ta dva primera, še dobro, da mi je zdel, Koloseju nisem že od leta 2006, pa se mi je zdel, da nimajo Wi-Fi, tako da so sam slike gor, ampak jih lahko googlate, pa dobite. To je način, nov ali pa ne, jaz temu rečem korporativni novičarski portali, lahko temu rečete z vsebino obogatene spletna mesta, recimo, in en tak primer, ki sem ga omenjal, lani v Londonu med žiriranjem me je ta zelo prevzel, je v bistvu ta globalni digitalni portal Fujitsuja. Fujitsu, veste, je japonsko tehnološko podjetje, ki pa med direktorji, ki sprejemajo odločitve na IT področju, nekako zaostajajo za ameriškimi konkurenti, recimo kot so Dell, HP in tako naprej. No in zato so oni iskali rešitve, kako priti do te ciljne skupine. To je primer recimo marketinga, kjer je zelo ozka ciljna skupina, kjer se skoncentrirajo res na elito od elite, na globalni ravni direktorjev, ki sprejemajo IT odločitve. In so naredili seveda raziskave in oni so vedeli, da v bistvu vstopajo v polje izjemno zahtevne ciljne skupine. Recimo, če tisti pogled, rečemo, da so Slovenci izjemno zahtevna ciljna skupina, če na ta način gledamo. In oni vejo, da so ti ljudje bombardirani z brošurami, prodajalci, vsi neki prodajajo, vse veste, software, solutions, integration, ne vem, kaj se še vse uporabljajo, vsi imajo vse rešitve, vse vam naredijo, to sploh ni za vas nič ne košta, to je v bistvu za vas investicija in tako naprej. S tem so bombardirani. In zdaj, kako prideti do teh ljudi, ki so že nasičeni vsega tega in z njimi dejansko vzpostaviti odnos, ki se bo kazal potem tudi v povečanju števila pogodb. In so šli v ta vsebinski globalni portal in njihovo pravilo je seveda bilo, da mora biti vsebina relevantna za njih, kar pomeni, da mora biti izjemno uporabna
in pa zelo visoke kakovosti. In kar vam kažem, in ko si boste to ogledali, tudi video posnetke, zdaj imamo en primer, ko hočejo snemati mesečne videe, kjer bo njihov strokovnjak govoril v kamero 1 minuto in bo vse povedal, ne. Ampak seveda za to ne bi nič plačali, ker to se da danes vse kar tako malo. Čakajte, vi ste eno veliko podjetje, to se ne da tako delati, ne. In ko boste videli, ta primer je v tem, da je vse poenoteno, da tudi v vizualni podobi, na načinu, kako je vse pripravljeno, vi dejansko prepoznate ta portal in ta brand. In je izjemno učinkovit, to je pa tisto, da s visoko kakovostno vsebino, visoko kakovostna ne pomeni nujno visoko intelektualna, kar si kdo na tem področju predstavlja, ne? Ker imamo različne panoge, različna podjetja in tako naprej. Oni v bistvu dosegajo to, da želijo zdaj ti CEOti sodelovati kot sami, da so del zgodb, ki jih objavlja pač neko podjetje. Torej, to ni 24ur.com, ne, ampak je pač portal nekega podjetja, ki je namenjen točno določenim ljudem za točno določeno ciljem. Mal drugačno, kjer je pa vse bolj, ne, ciljna skupina so vsi na nek način, ampak to so redki, ki si seveda to lahko privoščijo. Kaj je pa Coca-Cola, če še tega niste videli, naredila, je pa so pa rekli, mi ne bomo več imeli korporativnega spletnega mesta, ampak bo naše korporativno spletno mesto v bistvu medijska platforma. Torej, ko vi pridete na to globalno stran, ta je ameriška, ne, v bistvu pridete, kot da bi prišli, da rečem temu 24ur.com. Ne pridete na stran, kjer kdo smo mi, pa kdo je naš direktor, pa da smo od leta 1954 najbolj strokovni, ampak nismo res strokovni. Zadnje čase, zakaj sem malo frustriran, zato ker ful hočejo v teh besedilih vsi pisati, kako so strokovni in zato zaupanja vredni. Danes mislim, da je celo nekaj, sem videl v financah podobnega, ne. To ni več nobena prednost, zato ker ste vsi strokovni, ampak še vedno vsi vpijemo, kako mi smo pa res strokovni. Takrat, ko sem delal glasne priloge še v starih časih, ne, pa smo imeli eno podjetje, ki prodaja organske kozmetiko, ne, pa smo to objavili, pa se je drugo podjetje poklicali po telefonu, pa rekli, ne, oni nimajo ta pravega certifikata, mi smo tisti, ki imamo res organsko kremo, ne. Torej, te stvari, o katerih danes govorimo, ko govorimo o sebi. Skratka, to je en način medijskega portala podjetja, ki je izjemno učinkovit, ampak oni delajo s tem nekaj drugega, ne. Lahko si pomislite, da pač Coca-Cola nima za to, da poveča prodajo Coca-Cole po svetu, ne. Oni v bistvu delajo take zgodbe, na tako visoki ravni imajo zaposlene novinarje za to, da poslušajo ljudi. Oni merijo, kaj ljudi zanima, kaj je tisto, kar je najbolj brano, na katere vsebine padajo, zato da lahko potem vso drugo, tudi oglaševalski program, temu prilagajajo. Nekaj podobnega recimo dela Procter & Gamble z Homemade Easy, kjer je portal bil namenjen ženskam, kjer so v bistvu kot neke vrste forum, kjer so se ženske pogovarjale o čiščenju in podobnih zadevah, in je bil portal v bistvu namenjen temu, da oni poslušajo, kaj je zdaj in, zato da lahko vejo, v kakšen produkt se splača vlagati recimo razvoj. Ne vem, čistila z limono, kar zdaj trenutno iščemo nekaj, kar bolj diši ali ne vem kaj, ne. Skratka, imate lahko različne cilje, zakaj te portale pravite. Res, da imam danes globalne primere, ampak so tudi primeri v Sloveniji, ki jih nisem hotel, zdaj da bi jih tole izpostavlja in se tudi v Sloveniji da seveda na veliko manjši količini te stvari dosegati in razmišljati. In nekatera podjetja o tem že razmišljajo, kar me pa zelo veseli, je pa recimo, da o tem zelo razmišljajo mikro in pa mala podjetja, zato ker jim predvsem splet zdaj omogoča, da z majhnimi sredstvi dosegajo nekaj, kar so recimo si lahko privoščila samo velika podjetja do zdaj. Kaj vidim, tam čas celo, to je ful dobra ideja z iPadom, to vsaj vidim. Zmanjkuje, tako da moram končati. Že kaj, da si danes od tega, kar sem vsaj jaz povedal, ampak tudi drugi zapomnite, je to, da res začnemo drugače razmišljati, da ne razmišljamo vse vem. Saj tudi jaz, ko pišem svoj CV, preveč napišem, če mi pa vi date svojega, vam bom zelo hitro skrajšal, ne?
ker vse pač zelo radi govorimo in mislimo, da je vse pomembno, tudi da sem že videl osnovno šolo celo končali, ne, ko smo diplomirali. In pa da pri tem delu, če res hočete dosegati rezultate, torej kako doseči engagement in tako naprej, moramo se te stvari lotiti resno in nič polovičarsko. Kar pa ne pomeni nujno, da za to rabite ogromne vsote denarja, kar se nekateri ustrašijo. Vprašanje, sem malo naključen, tako da na glas, prosim. Tam v zadnje. Hvala. Mene zanima, zakaj novice, ne, prej ste omenjali, da so novice v bistvu nepomembne na spletni strani. Zakaj z tega vidika, če nam lahko v bistvu pridobivajo na vsebini? Zato, ker novice ponavadi so govor o nas samih stvareh, ki mi mislimo, da so izjemno pomembne za ljudi, so pa absolutno nepomembne. Pa recimo o naših produktih? Ja. Ne vem, smo naredili, veste, ko greste vi v trgovino, ta primer zelo rad dam, no? Ko greste v trgovino kupovati superge, ne, sem videl, zelo redno kupujem, kupovati superge, pa pride prodajalka pa reče, poglejte, tole so Nike. Veste, Nike je podjetje, ki obstaja že od leta 1950 in od takrat so prodali že toliko izdelkov, vlagajo pa v razvoj svojih superg neverjetne vsote milijona dolarjev. Ampak, ok, mi smo razvili nov produkt in tole je, pa ne, nikoli se ne pogovarjam na ta način. Novice zame, če jih resnično preberete, pejte na spletno stran nekoga drugega, ne svoje spletne strani, ne, so v bistvu samo, kako se temu reče, ego trip, kako reče. Ker mi mislimo, da je nekaj pomemben, da bi ljudje resno morali to vedeti in nam ni jasno, zakaj nihče tega ne ve. Ne? To nima nobene zveze s tem, kar njih zanima. Pa še tam Nina, zakaj ne smeš biti polovičarski? Zato, ker ne boš dosegel učinkov, ki jih želiš doseči, zato, ker boš potem govoril, da stvari ne delujejo, zato, ker si jih probal, pa si v bistvu naredil na polovičarski način, namesto da bi prej razmislil, kako boš dejansko najbolj dosegel na način. Je pa, kar je zapleteno pri tem vse, kar delamo, je, da ni enovitega razen tazga univerzalnega recepta. Vsi bi radi nekaj kopirali, ampak moš vedeti za svoje ljudi. S polovičarstvom da boš dosegel učinkov. Sem svet je poln naključnih uspehov, ki pridejo pravzaprav skozi zadnja vrata. Ta se velikrat ne zgodijo po planu, tako da malo provociram se, veš. Good luck. Še tam... Mene tudi v bistvu zanima, po mojih izkušnjah objavljajo novice, tako kot ste vi omenili, predvsem podjetja, ki nimajo neke konkretnega materiala za neko vsebino. Recimo, ne vem, nekdo, ki je mikro ali pa majhno podjetje in se želi oziroma prodaja, ne vem, šraufe. Torej, kako ustvarjati vsebino v taki branži, ki mogoče ni tako vsebinsko zanimiva kot neka, ne vem, ličila, ekološka hrana ali kaj podobnega? Ja, hvala, to je zelo dobro vprašanje, zato ker se največkrat tudi postavlja. Zdaj se bo slišal mogoče zelo pretenciozno, ampak šraufi so lahko izjemno seksi in zelo uporabni. Prevečkrat mi mislimo, da nimamo dovolj vsebine, da imamo vsebine premalo. Zato je treba najdati ljudi ali pa znotraj podjetja, ki bo iz teh ljudi, ker vi verjetno zaposlujete, glede na to, kaj pišete po spletnih straneh, najboljše ljudi v svoji panogi, najbolj strokovne, so vedno polni znanja. In je veliko vsebine v zadnji. Drugi, kar vam včasih pozabijo povedati, je, da si zapisujete vprašanja, ki vam jih postavljajo vaši potencialni kupci ali stranke. Pa naj si bo še tako butasto vprašanje, zato ker nam, ki določene stvari delamo, se nam zdi vse samoumevno. Ljudem ni vse samoumevno. Torej, če si vi boste zapisovali vprašanja, boste naenkrat odkrili, da imate ogromno virov oziroma izhodišč za vsebino, v kateri pišete. Jaz sem enkrat delal, to še, ko sem se učil, za podjetje, ki izdeluje tele kopalnice, ko jih potem pripeljajo, pa jih v isti blok, ne vem, koliko kopalnic dajo naenkrat, ne. In takrat smo ugotovili,
bil je pa namenjen newsletter arhitektom, pa tem na ugradbeništvu sem že pozabil, ko se reče zdaj. Gotovil, da ima vsak neke svoje poglede na fugo. Ne? Če verjamete, jaz sploh nisem vedel, kaj je fuga, sem moral poslovno sekretarko vprašati, zakaj gre. In smo na podlagi tega mi naredili izjemno kratek, ampak izjemno uporaben tekst, v katerem še vedno danes govorijo po predavanjih, okrog kada govorijo o vsebinskem marketingu, resnica o fugah. Ne? Čeprav se nam zdi, tukaj bote sam je treba razumeti in vedeti, resnično vedite, ne glede iz katerekoli panoge, da imate ogromno znanja in ogromno vsebine, pa poslušati ljudi in si zapisovati, kaj točno sprašujejo. Ne? Če bom jaz prišel do vas in ne vemo, o katerem govorimo, ker se na šraufe, tudi očitno, če na fuge, ne, tudi na šraufe, ki preveč ne spoznam, moje vprašanja si zapisovati. To pomeni, da me zanima. To pomeni, da sem jaz vaš potencialen kupec in se bom k vam vračal, če malo banaliziram. Skratka, imate, ne glede na to, v kateri panogi, kaj delate. Jaz vem, da so v prednosti, najbolj so v prednosti tisti, ker je ciljna skupina nosečnice in mlade mamice. To se vsi zavedamo. Ne? To je kot z Boga dano. Ciljna skupina in engagement. Ampak vsi drugi imate tudi samo pravi način je treba. Super. Iz režije javljajo, da je konec vprašanja. Hvala. Hvala, Ninad.